Živijo in dobrodošli v Hot Beverage Chat. Živijo. Nazadnje smo ga snemali v kombiju in od takrat je minilo že ful dolgo časa. Jaz sem se za ta nedeljski vlog odločila, da bomo naredila en Q&A. Na Instagramu sem vam dala možnost, da mi postavite anonimno vprašanje in sem ful vesela, da sem v bistvu vam dala možnost, da so anonimna, ker se mi zdi, da drugače eno vprašanje ne bi vprašali, ker vam bi bilo bad. To je tak mam feeling. Klemen bo pa narator, moderator. Pa kaj začnimo? Si predstavljate zavedno živeti v Zidanici? Ja, čaj še nisi bila, katerega pijeva? Kater čaj pijeva? Pijemo kitajske zlate polške. Nove se tako imenuje. Predstavljam si, lahko živim cel life v Zidanici, ampak ne v takem stanju, kot je zdaj. Sem podobnega mnenja. Si podobnega mnenja? Ja. Ok. Sej je bilo še par vprašanj v zvezi s tem. Kakšni so mesečni stroški v Zidanici, koliko porabite mesečno? Jaz ne bi šla zdaj v detajle, koliko točno, ampak stroški so seveda nižji kakor pri hiši in se to pozna. Overall pa koliko poraba za najino življenje, pa bi rekla, da so kar visoki zneski, zato ker si rada kaj privoščiva, hrano, pri hrani jih ne šparava, pa tako investirava v svoje znanje pa take stvari. To bi bil najbolj hiter odgovor. Kje recimo ne prišparamo, ker mislimo, da drugi več pravijo, to bi lahko? To, da imamo vodo iz šterne. Pač ne rabimo plačevati vode, ker imamo vodo iz šterne. Ali vaju moti, da nimate WC-ja in tuša v hiši, zakaj jo ne dozidata? Ja, ker bi jaz mogel zidati mene, gledaš? Jaz vem, da tu ljudem tako buri domišljijo te dve stvari. Nama do zdaj ni bilo nič kaj tazga. Tudi naprej se pogovarjava, če bomo šla kdaj v renovacijo Zidanice ali kakorkoli, da še vedno želiva ohraniti kompostni WC zunaj. In to oboje bo zunaj, ampak najverjetneje. Da je možno še noter. Zakaj tega nimava noter? Za vse tiste, ki ne poznate Zidanic, včasih so bile Zidanice zgolj mehne hiške zraven vinogradov in gor se je šlo basically samo delati, zaradi tega ni bilo. In da bi se tu dalo noter, je potrebno potem določene sisteme še uvesti, recimo večjo šterno, treba bi bilo zrihtati greznico in podobne stvari. Tako da tu so pa ful veliki finančni vložki in ker sva medva bila dosti razpršena, mislim, se sva še skus, sva vedela, da ne bova kar investirala ful finančno, dokler ne veva za zihar, da bi medva dejansko želela gor živeti. Zdaj se ful bolj že približujeva tej želji, in mogoče bova šla v neko to investicijo, ampak to je razlog, v bistvu, zakaj sva do zdaj imela vse od zunaj. Ni bilo pa toliko težko, kot bi si človek mislil. Ja, to je stvar perspektive. Stvar perspektive, kar precej. Kdaj in kako ste se odločila za takšen način življenja? Kako so to sprejeli vajini sorodniki? Meni se zdi, da že cel life. Neki. To ni nikoli en posebno odločitev. Ne. To je postopno prihajanje v tako stanje, ko smo zdaj. Pač vsake se vprašaš, kaj bi zdaj rad počel, ali pa kaj bi zdaj naredil, pa tako kaj mi bilo zanimivo. Itak ni vedno samo fajn, včasih se kaj odločiš, kaj je neumno, včasih se kaj odločiš, kaj je ful dobro, pa te veliko nauči. Tako, ja, postopno. Kako so to sprejeli vajini sorodniki? Jaz nisem nobenega dotičnega pogovora v zvezi s tem. Tako občutek imam podporo. Kaj vprašajo pa? Ja, spremljajo naju glih tako kot vi, na ta način še več vejo, če kdaj nekaj časa smo doma, so dosti seznanjeni, kaj počnemo. Povej kaj več o prehrani. Ja, jaz mislim, da je tu folk zanima, ker pol je še eno vprašanje, če sva vegana. Ja, ajde, ok, nekaj splošno na tvojem. Torej, medva nisva vegana, vem, da je tu zelo hitro lahko predvideti, ker ful stvari, ki jih jaz objavljam, so ali veganske ali pa vegetarijanske. Torej, nisva vegana, tudi nikoli nisva bila, jaz sem nekaj časa delala v veganski restauraciji, tudi takrat nisem bila 100% vegan. Mi je pa ful všeč in tu gibanje in razmišljanje in v bistvu, da ješ čim bolj plant-based hrano. Kako zdaj, jaz sem bila drugač 4 leta stroga vegetarijanka in Klemen malo manj strogi, ampak je tudi, ker priključil se to pomeni res tako, niti ribe nisem jedla. Sem pa potem lani začela jesti in ribe in meso, še vedno v ful majhnih količinah. Ko sva dvakrat v enem letu, sva tako doma si pripravila meso.
Verjetno. Ja. Enostavno je moje telo tu, pač res sem čutila, da ga rabim. In sem se za to odločila in to je to. Tu je v bistvu glede najine prehrane. Jeva doma skuhane obroke. Klemen se vedno heca, da preveč kuham, pa da se preveč potrudim pa tu, ampak mi je tako... Ja, dobro jeva. Dobro jeva. To se oba strinja. Ful domače pa tako. From scratch. A bi posnela kakšen recept, Klara? Bi bili vsi veseli? Ja, se posnem kdaj kakšen recept. Bom dala spodaj link za ta zadnjega, ki je bilo Klemnovo pekanovo maslo z belo čokolado. Recimo... To se splača pa več. Ja, bom spodaj ga prilima. Nisi pa več foodblogerka, ne? Ne, bi rekla, da sem foodblogerka. Ali si imela kakšne zdravstvene težave v tujini? Te je bilo tega kaj strah in kako si to urejala? V tujini sem imela kdaj kakšne zdravstvene težave. Ne vem, v Indiji sem bila ful enkrat prehlajena. Ko sva bila medva skupaj v Indiji, sem imela ful trebušne težave. V Mehiki so se mi neke lise po rebrcih pojavile, ampak nikoli nič hujšega, tako da vedno sem bila zavarovana v tujini, sem šla k zdravniku, so mi dali tiste neke zdravila, kreme, whatever, in pa sem dobila povrnjeno, tako da sami pozitivni. Nikoli ni eskaliralo v neki težavi? Ne. Še v Vietnamu sem enkrat imela pink eye, mi je celo tako bulo sem imela noču, pa so pred zrihta. Mehaniki so zrihta. Največji izzivi digitalnega nomadskega življenja? Jaz bi rekla iskanje razmerja med delom pa zabavo, pa tu, da ko si v obdobju, ko ful hočeš fešati pa spoznavati ljudi, je top. Malo težji ti je pa v tujini tako on the go najdeš ljudi, s katerimi si boš res delil neko deep povezavo in pa si pač na FaceTimih s svojimi prijatelji. From elsewhere. Težko se na karkoli navežeš, bi se želel, kdaj pa se ne moreš, ker vse sem pride pa gre. Jaz bi dal še to, da je težko rutino vzpostavljati, ker se skozi okolje spreminja in gre to ogromno energije in o tem se dostikrat ne govori in si je težko vnaprej predstavljati, ampak to kar zabrem za človeka, če ne znaš tega dobro handlati. Kaj je na vrhu tvoje Spotify lestvice? We need to check. Na vrhu moje Spotify lestvice je basically bachata, afrohiti, pa folk in akustik in to bi rekla, da je pretty accurate. Vse neki sami španski špansko je pa afriško. Kaj je pa pri tebi? Full jazz, piano. Yeah, that's you. Chill jazz music. Drugače pač pa 60-70, tako take playliste, pa so še nič specifičnega po sad 60s. Ali koga sovražiš? Jaz bi rekla, da ne. Ne. Kdaj in kako je nastala tvoja brazgotina na trebuhu? Mislim, nimam. Moja brazgotina na trebuhu je nastala, ko sem bila jaz otrok. To pomeni, rodila sem se z eno boleznijo in potem do 3. leta nekje se je saniralo to bolezen. Šlo je za bolezen na črevesju, tako da so večkrat mi mogli odpreti trebuh, zrihtati stvari in zapreti nazaj. Mehaniki. Tako bi rekla, da moja brazgotina na trebuhu, jaz sem pač odraščala z njo, vedno je bilo spodbujeno, da me ni sram te brazgotine, tako da je v bistvu sem bolj razvila nek tak poseben odnos do nje, da sem tako, da mi je všeč. Tako da glede fizične brazgotine, we're good. Kar se tiče pa nekih psihičnih posledic, ker mi je tu obdobje tako močne bolezni pustilo, sem pa vedno mislila, da nima noben vpliv na moje odraslo življenje, pa zdaj, ko ratujem malo starejša, mogoče odkrivam kakšne stvari, ki jih prej nisem videla pri sebi, ki so najbrž nastale v tistem obdobju, ker kot vemo, je tu zelo pomembno obdobje za otroka. Kot komečka. Ja. Še eno tako malo bolj deep vprašanje je bilo, se obremenjuješ s težo? Klemen, se ti obremenjuješ s težo? Ne, če že bi še ene par kile hotel imeti več. Da bi dejansko bil bolj konkreten. Da boš cement vlival. Ja, tako, za kakšno delo, da me ne odnese veter. Jaz sem, ko sem prebrala to vprašanje, sem veliko razmišljala, kako bom odgovorila. O teži in mojem odnosu do nje in o hrani bi jaz lahko posnela celovečeren film. Tako da bom probala biti čim bolj kratka in jedrnata. In sicer, da sem se obremenjevala s težo ful,
nenormalno. V bistvu sem bazirala sem svoj cel self-worth okrog tega, ali sem shujšala, ali sem se pa zredila. Torej, ko sem shujšala, kot da sem pač naredila najboljšo stvar na svetu in ko sem se zredila, kot da sem pač zdaj ful slaba oseba. Kar je izredno toksično in grozljiv mindset. Tako da največja prelomnica se je zgodila lani, ko sem ugotovila, da ne bi želela živeti celega življenja v razmišljanju, da enkrat, ko bom bolj suha, bom pa vredna, česarkoli že, ali pa bom pa bolj srečna. In ja, tu je bil ful dolg proces, to se ni zgodilo čez noč, nisem zdaj na končni postaji, niti ni tukaj zdaj razlagam, niti ni tako, da je vsak dan ful preprosto, karkoli. Moja želja je samo ta, da delam najboljše, kar je zame možno v tistem trenutku in v bistvu tu je tu. Tako da hkrati se zdaj, ko sem starejša, tudi zavedam, da tu, kako jem, koliko jem, je posledica nekih podzavestnih vzgibov, da jaz rabim tukaj jesti in da tu se ne bo odpravilo, če grem jaz na dvomesečno dieto. Tako da diete so sploh no-go trenutno v mojem življenju in ful hočem se posluževati intuitivnega prehranjevanja. Tako kot sem prej rekla, jeva ful zdravo, ful vse doma kuhano in to je to. Pa ena stvar, ki sem jo še obdržala od lani, je to, da ful veliko treniram. Tako, recimo 4-krat na teden sem fizično aktivna, pa se mi zdi, da je potem tu prineslo tudi ful večje dobro počutje v mojem telesu. In hkrati manj obremenjevanja, glede tega, ne vem, katero številko hlač nosim. Čestitke. Zdajle med editiranjem sem opazila, da sva pozabila odgovoriti na eno vprašanje. Dejansko sva pozabila, nisva namenoma ga spregledala. Vprašanje pa je, ali si želijo imeti otroke, ker nekaj ljudi je to vprašalo in to je vprašanje, ki se pogosto pojavlja, tako da mi folk piše na privat in vse. Bom čisto iskrena z vami, da je to najbolj pereče vprašanje trenutno v najinem življenju. Po mojem se čisto vsak dan o tem pogovarjava, ker si nisva na jasnem, oziroma predvsem jaz si nisem na jasnem in se ful ukvarjam s tem. Tako da tu je pa tudi to, kakor bi zaenkrat delila. So let's see. Let's see. Ali je s klemnovimi tlesnimi vse okej? Včasih so zglede zatečene, še zraven pisala. Jaz to nisem nikoli opazil, kot da je nekaj, kar se navzven čuti, ampak imam občutljive dlesni. Ja, Klemen mora kar skrbeti za svoje zobe, pa tako iz lesni velikrat krvavi. Tudi mene presenetilo, tu mu je folk včasih ful na TikToke komentiral, tako kaj z njegovimi dlesnimi. To ni nekaj, kar bi jaz sploh opazila drugače. Si kdaj gledala Harry Potterja? Ja, obožujem Harry Potterja. Jaz tudi. Znam bi, da naj je to tudi povezalo. Ja, pa Klemen nama naredi zraven še maslenušk za piti, tako da. V čem sta si s Klemenom podobna in ki je čisto različna? Ta zgleda zanimivo vprašanje. Podobno smo si po vrednotah, ful vrednot se ujema. Potem, kaj naju navdušuje, je veliko skupnega, recimo filmi, neki specifični naju ful podobni, ponovadi zanimajo, polej aktivnosti, sprehodi pa življenje v naravi. Mislim, vse je narava, ampak življenje blizu gozda, sprehodi v gozdu, potem dogodivščine, skupno jedenje hrane. Ja, definitivno. Kje so si čisto različna? Definitivno smo si različna. Različna smo. Jaz sem obseden s počitkom, ti pa z delom. To je bilo najkrajše. Pa Klemen je perfekcionist, jaz sem pa hitri človek, ki hoče brzo vlak. Koliko časa ste skupaj, kje sta se spoznala? Poznava se že iz srednje šole, to zgodbo se mi zdi, smo že dolkrat povedala. Vem, sprašuje. Koliko je vprašal, le? Poznava se iz srednje šole. Skupaj smo pristala mnogo let kasneje, ko smo že končala faks. Skupaj sva pa 7 let.
tam enkrat maja, ne, 8. maja, ne. Je pa kaj? So ptički bili. 8. maja, ne. Ptički je? Ja. Ko smo šli na sprehod takrat, če se prav spomnim. Na sprehod. Ali nameravate še nekaj potovanje? Da mi je dogovoril, da vem, kako gremo. Ja, saj veš. Zdaj za nas, ja, v bližnji prihodnosti, že povemo, smo... Ja, to bo jutro objavljeno, v torek pa že greva. Evo, 3, 4... Na Balkan. Balkan. Na Balkan gremo. 3, 4... Balkan trip. Na Balkan gremo. Na Balkan gremo za 3 tedne s Pičim Miškotom. Make sure to subscribe to this channel, because we're gonna have fun. Sploh ne moraš, da ne bi šel na Balkan, mislim, da bi šel na Balkan, pa da ne bi bilo zabavno. Ja, lahko, ko ti ukradejo kombi. Ja, no, vse zabavno. Ja, ok. Kako to, da nista prodala Piči Miškota? Smo ga probala prodati, res pa, da se nismo ful trudila. In razlog bi bil, da ga nihče ni kupil. Ja, čisto iskreno, dala sva ga na auto.net, dobila sva par klicov, na koncu noben je odločil za njega, pol je pa že zima prišla. Po zim se baje tega ne kupuje, pol sva v bistvu kar dala ga dol. Imamo plan narediti ta Balkan trip, tudi v jeseni sva ga še kar uporabljala veliko in je bilo top. In v bistvu spomladi bo šel Piči Miško ponovno na tržišče. Magari ga bova izpod cene prodala, pač meni pa res želiva, da se uporablja in mislim, da to sezono, sploh če bomo šli v prenove zidance, ne bova glih imela časa, pač ga uporabljati. Drug življenjski. Lej, postavite se v vrsto, kaj ne rečem? Celo, ko bo kupec se bo tudi prodal. Ko bo kupec se bo kombi prodal. Ja. Mi boš še kdaj skuhala njoke? Bom Staša. Anonimno, ampak najbrž veš. Malo backstorya, obsedena sem z njoki, obožujem njoke. Tudi ko sva potovala s Pičim Miškotom, jaz tega nikoli nisem tako objavila, ampak jaz sem se lotila skoraj vsak teden delati njoke from scratch v kombiju. Enkrat se spomnim, da je Klemen Šraufov, ta 3. poslo je rihtal v Španiji. Vse je bilo v rasulu in jaz sem na 30x30 centi pulta šla njoke valat. Tukaj obožujem njoke in ko sem tu Staši predlagala, zdaj ko sem bila v Londonu, če ste videli, ko sem tudi vlog objavila, sem rekla, da ji lahko za večer njoke naredim in so bili res ful fini. Najljubša knjiga? O tem vprašanju sem ful razmišljala, ker res ful rada berem, ampak mi je težko se odločiti za naj knjigo, tako da sem zbrala 2 v lanskem letu, ker sem ful brala, ko sem bila v kombiju in te 2 knjige so mi bile res wow. Prva je The Naked Don't Fear the Water, Matthew Akins jo je napisal, torej on je ta politični vojaški novinar, ki se dejansko pridruži enemu Afganistancu in probata priti v Evropo, takrat, ko je bila še ta begunska kriza. In je fenomenalno napisana knjiga, tako da to ful priporočam. Ta druga je pa On Earth We Are Briefly Gorgeous, napisal jo je pa Ocean Vuong, je pa vietnamsko-ameriški poet in je napisal ta roman kot neka pisma svoji mami, ki je ubežala v vietnamski vojni in je tako dobro napisana knjiga, da sem wow, tako da te 2 knjigi sem res srečna, da sem jih lani prebrala. Kaj je pa ta najljubša knjiga? Ta Murakami mi je zanimiv rad baje. Ne berem trenutno romanov, spod tako. Ne, se ne rabim roman. Najljubši hobi, Klara? Gledanje Klemnu v oči. Preživljanje časa v naravi, kuhanje na ognju, fotografija, ki je hkrati tudi moj poklic, ampak tudi v prostem času res rada fotkam, pa druženje z ljudmi, dobrimi ljudmi. Eno je malo prčkanje okrog zidance, da sem kaj začel popravljati, sem to kot hobi vzel. I approve. Kaj sem zadnjič, da sem začel hobi nek... Risanje? Z ognjem sem začel. Z ognjem si začel risati? Ja, sploh nimam tako hobijev. V bistvu veliko sem na internetu preveč, to sigurno jaz, ko imam prosti čas, grem gledati razne tematike na internetu in zaplavam. Na YouTubeu sem lahko celo večnost, tako je neke vrste hobi, ki ga želim spreminjati v druge hobije, kjer ti pol neki v roki ostane, ko zaključiš. Omara recimo, ne? A pa ograja. Ja, ali pa pesmica. V katerem koncu Dolenjske živita? Na Reči je super. Živiva v okolici Straže, se strinjaš?
Vse. Ok, cool. Hvala drugače. Imaš cenik fotkanja, se te lahko najame. Aha, glih pred konc gremo in ta prodajni Moment, ne, to je bilo drugače, res vprašanje. Ja, jaz fotkam, sicer tu zelo malo oglašujem, ker prepuščam, da stranke najdejo pot od mene. Da smo se to pogovarjali, jaz sem te spraševal, ne, včeraj, tudi da ljudje za tebe smo ne morejo vedeti, da v bistvu fotkam, ja. Ja, ful težko zvejo. Jaz fotkam, pa delam videe za podjetja, pa tudi za posameznike, recimo fotkam kakšne nosečnice, za spletne strani in podobno. Cene so ful odvisne od želja, ali je to v naravi, ali se moram jaz kam ful daleč pripeljati, ali vi pridete do mene, kakšna scena je potrebna in tako. Tako da v bistvu mi lahko pošlješ mail na tale e-mail in pol pripravim ponudbo. To je to? Ja, jaz se izprodajo, se zaključi. To je to? Ja. Wow! Hvala pa vsem, ki ste postavili vprašanja, hvala vsem, ki ste si tube pogledali. V glavnem, nas čaka zdaj nova dogodivščina, za katero sploh nismo pripravljeni, ker kot vidite, sva trenutno v Ljubljani. Livestream bomo naredili Magarne po Balkanu. Livestream bi lahko naredili. Ja. V glavnem, kombi moramo še cel pripraviti. Če moramo na kaj bolj natančno odgovoriti, povejte. Kaj bi imeli za kombi kaj posebej zavarovanja, pa kaj je bilo za Balkan? Kaj ni za Bosno, da rabiš neko zeleno karto? Ja, to pa res moramo pogledati, kaj to je. Ja, we need to get ready. Lepo se imejte. Si bom dal med hobije, urejanje zelene karte. Naslednji vlog bo pa že izpoti. Cool. Čau. Čau, čau. Ekola. Ekola. Si ti nekaj novo mesto zasedlo? Gospodine. Bravo, pički. Čakaj. Bravo, Pikachu. V redu je. To ni bilo planirano.